Spoštovani predsednik Združenja za vrednoto slovenske osamosvojitve, župan Dobovšnik, prijatelji Lovro, Lojze, Janez, Igor, spoštovani poslanci Demosa, prijatelji. V drugi polovici 80 let prejšnjega stoletja je izbruhnila jugoslovanska kriza, na katero so se Slovenci odzvali z dejanji, ki jim pravimo slovenska pomlad. Leta 1987 je išla 57. številka nove revije, leta 1988 pa se je tudi po zaslugi komunistične nomenklature, ki je po montiranih procesih po osvoboditvi in pred montiranih procesih po osamosvojitvi sprožila vojaški protest proti četverici, začela organizirati politično opozicijo. Ko je pred 14 leti, 9. novembra 1989, padel Berlinski zid, je bil normalni del slovenske družbe, podobno kot so bili normalni ljudje v drugih komunističnih državah, razen morda v Srbiji, pripravljeni na temeljite spremembe. Slovenija je bila podobno kot Češka, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Slovaška, pripravljena na pregon z absolutistično policijsko državo, to je z državnim aparatom, za katerim je stala, če si sposodim besede Leomila Pikavica, mogočna komunistična stranka. V konkurenci, ki je bistvena sestavina demokracije in ki zaradi nakopičenih prednosti voditeljev socialističnega samoupravljanja in zaradi jugoslovanskega ozadja ni bila čisto poštena, so čudežno prevladali stranke slovenske pomladi. Slovenija je postala obljubljena dežela, pravzaprav obljubljena država. Vladajoči razred propadle države se je leta 1990 začasno preselil v opozicijo, danes pa je nekaterimi manjšimi spremembami sestavil vladajoče koalicije. Težko je razložiti in še težje razumeti takratni položaj, kot je težko razložiti ali razumeti tudi naš današnji položaj. Čeprav je šlo za spor, celo za vojno med Slovenijo in Jugoslavijo, in čeprav smo se v Sloveniji zaradi tega spora in te vojne dosegli sporazum med Demosom in slovenskimi komunisti, so bile razlike med slednjimi in njihovimi tovariši v Beogradu povsem videli manjše, kot so bile razlike med slovenskimi komunisti in Demosom, med njimi in nami. Ob tem ne omenim paradoks. Stranke slovenske pomladi so 1. decembra 1989 podprle vladajočo politiko, ko je poskusil s pohodom nad Ljubljano zrušiti Slobodan Milošević. Vendar si je ta politika očitno zapomnila Miloševićev recept, saj je bilo lansko vstajništvo, ki je rušilo Kanglerjevo županstvo in Janševo vlado, naravnost neverjetno podobno mitingom resnice. 23 let tega, ker so Jožef Pučnik, Peter Jambrek, Tone Rošek, Tine Hribar, ko se je izkazalo, da bo sprejemanje nove slovenske ustave trajalo dlje, kot smo mislili, v Poljčah prepričali poslance Demosa, da je potrebno čim prej izvesti plebiscit o samostojni in neodvisni slovenski državi. Nekateri udeleženci sestanka smo imeli sprva, bodisi v zvezi z obrambno pripravljenostjo doma, bodisi zaradi negativnih stališč v tujini, nekaj zadržkov, glede dinamike osamosvojitvenih korakov. Vendar je prevladalo prepričanje o zgodovinskem oknu priložnosti, sledila so težavna in napeta pogajanja z opozicijo in s tedanjim predsednikom predsedstva, ki sta nasprotovala datumu, torej 23. decembru, in ognjevito licitirala pri merilih veljavnosti plebiscita. V nekem trenutku sta celo predlagala, da bi plebiscit propadel, če za samostojnost in neodvisnost ne bi glasovali vsaj 2/3 volivcev. V tem trenutku je nastal vtis, kot da nasprotujeta samostojnosti in neodvisnosti slovenske države. Po drugi strani so k napetosti prispevali zagreti, če citiram iz knjige enega udeleženca v zagovorniku plebiscita. Pojavila se je bojazen, da bi bila slovenska politika, ponovno citiram, zaradi malenkosti skoraj pripravljena spet zapraviti zgodovinsko priložnost. Jožef Pučnik je, kot je domalo prirečeno, pohitel z napovedjo, da bo plebiscit pred Božičem.
Miran Kučan pa se je jezdo spraševal, citiram, ali Kučnik misli, da se lahko državne odločitve sprejemajo na Demosov vpliv. Pobude oziroma odločitve večine sicer normalno pojav. Takrat, novembra 1990, Demos vseeno ni odločil sam, ampak so več dni in noči trajala pogajanja za pozicijo. Ta pogajanja pa so povezala vse stranke, da so si lahko razdelile zasluge za plebiscitni rezultat in za samostojno državo, ki je nastala po plebiscitu. Danes ni tako. Opozicija takrat ni sprejemala zgodovinske priložnosti za samostojno državo brez pripomb. Ko je bilo enkrat jasno, da plebiscit bo, je skušala doseči njegov neuspeh. Danilo Türk je celo napovedoval, da plebiscit ne bo imel mednarodno-pravnih posledic. Demosu je komaj uspelo privabiti tedanje opozicije zgrešene na pravo stran zgodovine. Vladajoča, se pravi Demosova koalicija, je glede na zgodovinski trenutek delovala konstruktivno, povezovalno in je poskrbela za enotno ravnanje slovenske politike. Danes ni tako. Demos je s svojimi pobudami in odločitvami dosegel zgodovinski uspeh, ob tem pa je pred zgodovino rešil obraz tedanje opozicije, to je aktualne koalicije. Kaj bi bilo, ko bi bila neodvisna slovenska država nastala proti volji tedanje opozicije? Od tistega časa je Slovenija najprej napredovala, nato pa nazadovala, da je njen današnji položaj izredno slab. Ne le tuji, celo naši slovenski mediji so objavili, misleč, da gre za ugodno novico, podatek, da se je aktualna afera z domnevnim ameriškim in britanskim prisluškovanjem politikom prijateljskih držav izognila Sloveniji. Medtem, ko naj bi prisluškovalni sistemi delovali v vseh sosednjih državah, tudi v Zagrebu. Ob tem sem se spomnil razkritja, da je slovenska udba več kot 20 let, četrt stoletja, prisluškovala mojim telefonskim pogovorom. Ob vse neprijetnosti in ob nevopijočih kršitvah človekovih pravic moramo ugotoviti, da sem predstavljal za udbo neko zanimivost. O podatku, da Slovenija ni na seznamu prisluškovanih točk, me je zaskrbelo, da Slovenija prisluškovalcev sploh ne zanima. Slovenija je po letu 2008 nehala biti zanimiva država. Tudi da pustimo šalo. Živimo v usodnem in prelomnem času. Danes se postavljata dve bistveni vprašanji. Prvo vprašanje je, ali je vladajoča koalicija sposobna oziroma pripravljena rešiti državo iz zadrege, do katere je prišlo bolj ali manj pomembne zaslugi. In drugo, ali je današnja opozicija pripravljena prevzeti del odgovornosti za rešitev te zadrege, s čimer bi bila zvesta tradiciji Demosa, ali pa ne posnema nekdanje opozicije oziroma današnja koalicija. Preden odgovorimo na to vprašanje in preden slišimo odgovor današnje vladajoče koalicije, moramo vendar natančno definirati, v čem je prelomnost in usodnost našega današnjega trenutka. Leta 1990 smo bili soočeni z jugoslovansko krizo. Danes pa smo soočeni s slovensko krizo, ki v nekem smislu spominja na jugoslovansko krizo. Vsak dan poslušamo o slabih kreditih. To je o naraščanju državnega dolga. Dolg je, kot pove slovenski pregovor, obljuba. Kdo ne plača, kaj dolžan, je prelomil obljubo, oziroma je odpravil neki drugi, tokrat balkanski pregovor, obljubil, da bi delal veselje bedako. V tem jeziku se reče običanje ljudom radovanje. Pri tem smo slišali izjavo, spomnite se, da ne potrebujemo denarja, ampak čas. Kot da čas ni denar. Naši aktualni voditelji zapravljajo oboje, čas in denar. Besedi neodvisnost in samostojnost pomenita spor, v našem primeru celo vojno, s tujo državo in ljudmi od drugod. Vendar, nekoč, kot rečeno, ni bilo posebne razlike med beograjsko in ljubljansko uradno oblastjo. Osamosvojitev smo si morali izbojevati, tako rekoč med sabo, in Demos je ta zrelostni izpit naroda odpravil veliko. Danes nekateri razlagajo, da je izvor današnje krize podobno kot pred četrt stoletja zunaj Slovenije.
In tu pa tam slišimo predloge, da bi se tako kot nekoč v Jugoslaviji danes odprli Evropski uniji. To je seveda neumnost. To je zapravo zgodovinska prevara. V vsakem primeru pa velik nesporazum. Kot dokazuje danes pozabljena revija nekdanjega slovenskega partijskega establishmenta Evropa zdaj, so si nekateri Evropo nekoč predstavljali, nekateri pa si jo še danes predstavljajo predvsej po svoje. Zanje Evropa pomeni večje in boljše možnosti za turizem, za športna prvenstva, festivale, ne pa tudi evropskih meril. Čeprav ni mogoče spregledati dejavnikov zunaj slovenskih moči, smo si najnovejšo krizo, predvsem pa njeno trdovratnost in globino prislužili sami. Obtoževanje Evropske unije ali Nemčije zaradi slovenskih finančnih in moralnih zadreg pač v režiji slovenskega ljudkovnega gledališča, katerega niti vlečejo oligarhi iz zaodrja, le prikriva dejanske zadrege in bistvo slovenskega kolona. Pri tem so bile še posebno, čeprav ne vsem enako drage lahkomiselnosti bančnih lastnikov, nadzornikov in upraviteljev, branilcev takovanega nacionalnega interesa. Ti so z več desetletno zamudo v Slovenijo presadili japijevsko, nekoč bi rekli hochstaplersko miselnost, ki jo ponazarja geslo enjoy now, pay later, uživaj zdaj, plačaj kdaj drugič. Naslov partijskega časopisa Evropa zdaj, konec 80-ih let prejšnjega stoletja, je bil anticipacija kasnejše tajkunske politike, katere račune zdaj pregledujejo tuji računovodje. Zdaj naj bi namesto tistih, ki so dobili sajnske kredite in katerih imena vlada skriva kot državno skrivnost, te kredite odplačevali vsi davkoplačevalci. Skupnemu dolgu slovenskih davkoplačevalcev bo treba po vsem videzu na zadnje prišteviti stroške za odškodnine tako malim izbrisanim, morda celo hrvaških varčevalcev Ljubljanske banke, da ne govorimo o zgrešenih, propadnih, predvsem pa pobeglih naložbah. Da ne govorimo o nerazumnih tveganjih, kot sta ob verodostojnosti in enoglasnosti hrvaških pogajalcev, da ne bojo priznali stika slovenskega morja s mednarodnimi vodami, nerazumljivo tvegana tako mali arbitražni sporazum o državni meji s Hrvaško in arbitražna skupina, ki naj bi tokrat zares branila dejanske slovenske nacionalne interese, ne pa tistih, ki nekateri pravijo družinska srebrnina. Kadar jim zmanjka drugih argumentov, in to se dogaja vse pogosteje, slovenski mnenjski voditelji očitajo, da je vsega kriva politika tako enih pomladnih desnih strank ali še bolje Janševe vlade, ki jo, mimogrede povedano, svet pozna po tem, da je Slovenija pripeljala v OECD, predsedovala Organizaciji za varno sodelovanje v Evropi, Mednarodni agenciji za atomsko energijo in Evropski uniji, predvsem pa je Slovenija postavila v evropski in šengenski prostor. Napačni učitelji, beseda je znana iz Prešernove pesmi o apelu in čularju, tudi pozabljajo, da so pomladne stranke preoblikovale slovensko narodno vprašanje v slovensko državo. Statistika pokaže, da so tako mane pomladne stranke vodile slovensko vlado vsega 7 let in pol. Pri ostalih 15 let in pol pa so jo vodili Janez Drnovšek, Tone Rop, Borut Pahor in Alenka Bratušek. Predno so Virant Erjavec in Žerjav zrušili zadnjo pomladno vlado, je bilo rečeno, na njen predsednik, če ne zna, odstopiti. Dobronamerni opazovalci so razumeli, da bo naslednja vlada potem takem strastno privržena razumnosti, elitnosti in odličnosti, znanju in znanosti, strokovnosti in izkušenosti. Sledile so ugotovitve o pomanjkljivem magisteriju predsednice vlade, odstavitve neskladnih in postavitve skladnih oseb, kot se je zgodilo v primeru poslanice v Berlinu, pristanišče v Kopru in še nas. To za najvažnejši dokaz, kako si ta vlada predstavlja znanje in strokovnost, je predlog novega zakona o visokem šolstvu. Gospod in gospodje, bistvo demokracije je, kot rečeno, pošteno tekmovanje, konkurenca. To se posebej velja pri šolstvu, pri znanju in pri informacijah. Nasprotniki demokracije in odprte družbe, ki so pisali zakon o visokem šolstvu, novi zakon,
ne prenašajo niti konkurence, niti zasebne pokude. Vendar bi se prenaglili, ko bi mislili, da nasprotniki demokracije in odprte družbe strogo v vseh primerih nasprotujejo zasebni pobudi. Demokratični socialisti, kot se imenujejo, prav radi ustanavljajo privatna podjetja in tudi banke, seveda, če so zavarovane z vladno podporo in z davkoplačevalskim denarjem. Banke so lahko privatne, če so njihove, enako velja za šole univerze, če so njihove, ne velja pa za šole univerze, če niso njihove. V Poljčah ni šlo le za novo državo, ampak tudi za demokracijo. Kot je bilo rečeno, so bile odločitve novembra 1990 povezane z oblikovanjem nove slovenske ustave, v kateri je zagotovljena svoboda izobraževanja, izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Evropske šole in univerze so praktično vse, ne glede na to, ali so državne, javne ali privatne, odprte in dostopne za vse učence oziroma študente, če izpolnjujejo pogoje, ki so povezani s sposobnostjo za sodelovanje v izobraževalnem procesu. Da bi bil zanesljivo odprt in svoboden, ta proces danes praktično povsod, naj gre za javne ali zasebne šole, spremljajo in usmerjajo nacionalni in mednarodni organi, za katere je značilna distanca do državne oblasti. Državna ministrstva oziroma ustrezne strokovne ustanove podpirajo in financirajo procese, ne da bi se mešali v njihovo vsebino. V zahodnem svetu, ne le v Združenih državah Amerike, so se zasebne univerze izkazale kot nepogrešljiva sestavina akademske svobode in odličnosti, pri čemer mnoge zasebne univerze na seznamih najboljših univerz dosedajo prva mesta. Predlog novega zakona, ki ga je mogoče primerjati z znamenitimi jugoslovanskimi posegi v izobraževalni sistem, spomnite se usmerjenega izobraževanja v letih 1981-1987, spomnite se skupnih jedr v letu 1983. Torej, ta predlog si prizadeva v Sloveniji odpraviti avtonomijo univerze in visokih šol, prevzeti politično nadzorstvo nad visokim šolstvom, ukiniti zasebno visoko šolstvo ali vsaj bistveno otežiti njegovo delovanje. Če postavimo v oklepaj veliko število pametnih, dobronamernih, poštenih ljudi, ki uspešno vodijo svoje podjetja in ustanove, sta poleg posebne poštenosti in nadarjenosti največja problema sodobne Slovenije in bistvena vzroka za aktualno krizo, sposobnost oziroma nesposobnost, oziroma kompetentnost oziroma nekompetentnost premnogih slovenskih voditeljev ali upraviteljev. To velja za vse ravni, od državne do lokalne, za vse sisteme, od kulturnih, šolskih in pravosodnih do gospodarskih, kadar gre za državna ali javna podjetja in drugih sistemov. Pravzaprav ne gre za posameznike in njihove kvalitete, ampak za miselnost, pravzaprav nevednost, ki temelji na domnevi, da niso važni dosežki, ampak obljube, čeprav nerealne. Ta miselnost se je oborožila z različnimi propagandnimi službami in takovani PR-ovci, ki so namesto tistemu, kar je bilo in kar je, fanatično privrženi tistemu, česar ni. Te službe ti ljudje zavajajo stran od realnosti, predvsem pa od družbe svobodnega tekmovanja, stvarjalnosti, sposobnosti, tudi stran od vrednot slovenske osamosvojitve. Na koncu se vedno soočimo z realnostjo vsakdanjega življenja. Zato je treba obljube jemati skrajno resno in se jih držati. Da bi se rešili težav, potrebujemo novo zbranost in sodelovanje vseh ljudi dobre volje. Najbolj važno je, koga izberemo za odgovorno delo in kdo je tisti, ki mu zaupamo izbirati. Morda je to enako važno, kot pokazati vrata tistim, ki so prelomili obljube, izdali zaupanje, zavozili državno politiko in izgubili ali se celo prirazdelili denar. Pravzaprav je najbolje to, da so obljubljeno deželo spremenili v deželo prelomljenih in neresnih obljub. Za čas pred 23 leti so bili značilni, naporni in dolgotrajni pogovori. Pogajanja, ki so trajala vse noči. Vendar smo se na koncu razšli s sporazumom in z vključitvijo vseh ljudi dobre volje. Za Demos je bila pri ideoloških in kadrovskih vprašanjih
značilna politika vključevanja, ne izključevanja. To je veljalo praktično povsod, na področju bančništva, diplomacije, državne in javne uprave, kulturi, pri nacionalnih medijih, v pravosodju, šolstvu, vojski in znanosti. Takrat smo odprli vrata vsem, ki so želeli sodelovati pri ustvarjanju nove države. Gospodje, Slovenija si je z nerealnimi in neizpolnjenimi obljubami, pravzaprav z neprimerno politiko, zapravila ugled v mednarodni skupnosti. Da bi si ga spet pridobila, in to najbolj še naš namen, bi morala pokazati primerno zbranost, naprimer z ustanovitvijo nepristranskega telesa, zbora, ki bi izbiral med kandidati za pomembne položaje in izbral najboljše, glede na njihove sposobnosti, dosežke, poštenje, ne glede na privrženost takšne in drugačnih ideologij. Da bi se to posrečilo, bi moral vsebovati predstavnike vseh stran, poleg tega pa predstavnike civilne družbe, cerkva, javnih in zasebnih univerz, Akademije znanosti in umetnosti, Zbora za republiko, Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. To se mi zdi, gospodje, edini način, s katerim bi držali in vzdržali obljube, ki smo jih oblikovali za stanku Poljčak pred 23 leti.